Torej, Daniel Rebolj, napovedali ste, da vkolikor pride na vseh fakultetah do te tako imenovane štempelj ure, se vi ne nameravate držati navodila. Kako razumete to? Gre tu za dve stvari. Ena stvar je, da so pravilniki, ki so začeli veljati na nekaterih fakultetah o tem, da je treba evidentirati svojo prisotnost na delovnem mestu že v skladu z nekim sedanjim zakonom o tem. Čeprav tega zakona v nobeni slovenski univerzi doslej niso izvajali, ker pač je bil narejen za sicer javne uslužbence, vendar mislim, da univerzitetnega dela, raziskovalnega dela, nekega kreativnega dela ravno ne moremo enačiti z nekim delom, kakršno je mišljeno v tem zakonu. Tako da so že dejansko na feriju že eno leto delavci evidentirajo svoje prihode in odhode. Vprašal sem jih, kako to gre in koliko sem izvedel, da je seveda to čisto zapravljanje časa, kar bi si lahko mislil vsak. Torej, porabijo del svojega časa za to, da pač pišejo neke prihode in odhode, ki ne služijo ničemu. Na univerzi šteje delo, šteje kreativnost, šteje inovativnost, šteje komunikacija s sodelavci, komunikacija s študenti, ne pa prihod in odhod z delovnega mesta. Takšnega pravilnika, ki se je zdaj pojavil tudi na naši fakulteti, torej prišla ena direktiva, da naj se začnemo posebati. To sem preprosto zavrnil z jasno argumentacijo, da kar šteje so rezultati dela, so odnosi med nami in študenti, ne pa štempljanje prihodov in odhodov. Druga stvar pa je pravilnik oziroma predlog pravilnika o evidentiranju predlog pravilnika o prihodu in odhodu z delovnega mesta, nekaj takega. Pravilnik, ki določa, da bi moral biti vsak zaposlen na univerzi na svojem delovnem mestu od 8:30 do 13. Tedensko pa seveda 40 ur. Je to na univerzi ali je to na fakulteti? Tisto prvo oziroma se postopoma uveljavlja na posameznih fakultetah, seveda po direktivi tajnika univerze. To drugo je pravilnik, ki še zaostruje in natančno določa, v katerem času mora biti vsak zaposleni na delovnem mestu. Namreč, če gledamo zdaj samo evidenco delovnega časa, oziroma časa, ko si na delovnem mestu, bi pomenilo, da pač, ne vem, prideš, ko prideš in greš, ko greš, pa tedensko bi to bilo 40 minut. To meni zakon opredeljuje tako, ne, za javne uslužbence. Samo kot sem že rekel, javni uslužbenci, ki seveda morajo biti na nekem delovnem mestu v določenem času, če naj bodo na razpolago državljanom oziroma imajo neko tako službo, kjer sodelujo v nekem procesu, kjer je pač potrebno, da so fizično na svojem delovnem mestu, da je šalterju, ne vem, kjerkoli že, tam je razumljivo, da mora biti v določenem času tam. Mislim pa, da delo profesorjev, raziskovalcev je nekaj, kar preprosto presega, oziroma ni niti približno vezano na biti na delovnem mestu. Jaz odkrito povem, da naredim večino svojega dela pravzaprav doma. V večernih urah, včasih nočnih, včasih, ne vem, še jutra. Določen del dela pa seveda na fakulteti, jasno, predavanja so na fakulteti, ki jih nimamo doma, ampak dobro, nekatera celo imamo doma, ker imamo tudi program tega preko videokonferenčnega sistema naveljavo, da so vključeni študenti iz več držav iz Evrope.
in je čisto vseeno, kje sem. Zakaj bi moral biti na Smetanovi 17, če pa lahko predavanje poteka v glavnem v večernih urah. Če pa zdaj je v to vključeno še tole, recimo temu kar direktivo, da bi moral biti prisotno na delovnem mestu od 38 do 13, recimo, da imam predavanje od 5 do 8, je to preprosto, ne vem, pomeni, da sem v bistvu vpet v delovni proces od pol 9 pa do 8 zvečer. Kar ne rečem, vse se to dogaja tudi včasih. Tega ne boste izvajali. Pričakujete, da vam grozi izguba delovnega mesta zaradi tega? Torej, še vedno toliko zaupam v modrost nadrejenih, da iz te fakultete oziroma univerze ne bojo vrgli zaradi tega, ker ne želim zapravljati svojega časa za neumnost. Zdaj, kako izgleda vaša plačilna lista, mene zanima, ne? Namreč na univerzi trdijo, da je to potrebno zaradi tega, da se na podlagi tega izplača prevoz in malica, da se pač na podlagi tega ve, da ste prišli na delovno mesto. Zdaj, če oni tega ne znajo razbrati iz rezultatov dela, ja, kaj povem, to mi pač ne črtano malce. Ne pojeste dosti, ali kaj? Če sem odkrit, ne malce med svojim delovnim časom na fakulteti. To je čisti plus pol, malica. Ja, to je pravzaprav res, ne. Če bi zdaj bil iskren, bi moral napisati pismo tajniku univerze, da mi mora črtati malico, ker pač ne jem v delovnem času. Poleg tega se na delovno mesto vozim s kolesom, kar je dobesedno zastojno, torej nič me ne stane, se pravi, da bi moral tudi prevoz na delovni čas.